Katere trenutne projekte oziroma naloge na področju poslovnih financ želite izpostaviti oziroma bi jih izpostavili iz bližnje preteklosti? Ja, v Mercatorju so imeli v zadnjem letu 3 zelo velike projekte, ki so ključno in bojo ključno vplivali na prihodnost Mercatorja. Prvo bi izpostavil finančno prestrukturiranje, ki smo ga uspešno zaključili konec lanskega leta. In je še vedno eno največjih finančnih prestrukturiranj v centralni Evropi. Drugo, izredno pomembno za dolgoročno uspešnost Mercatorja je poslovno prestrukturiranje, kjer smo dejansko ponovno dali fokus osnovni dejavnosti, trgovini. In ne nazadnje, tretji projekt, kjer sem bil tudi veliko udeležen, je pa sam proces prodaje in pa lastniška konsolidacija. To je ponovadi v življenju nekega podjetja, se dogaja v nekem daljšem časovnem obdobju, to smo pa naredili v bistvu v enem letu ali pa v 2 letih, vse 3 projekte skupaj. Kako se je vloga poslovnega finančnika v podjetju spremenila glede na nekaj let nazaj? Ja, jaz bi rekel, da poslovni finančniki, ki so bili včasih bolj računovodje ali pa zakladniki, v zadnjih letih, bi rekel, z nastopom finančne krize pa postaja vloga finančnika bistveno bolj celovita. Dejstvo je, da imamo finančniki vpogled v vse strukture poslovanja nekega podjetja in želimo poiskati rešitve, ki so včasih znotraj podjetja med seboj konfliktne, ampak jih želimo na nek celovit način gledanja skozi oči celovitega podjetja poskušati uskladiti vse različne poglede v neko končno odločitev. Zato je ta vloga finančnika postaja bistveno bolj vpeta v vse elemente odločanja nekega podjetja, tudi komercialne. Kakšna je vloga poslovnih financ pri upravljanju z dobavitelji v vašem podjetju? Mi se zelo zavedamo, da dobavitelji in kupci so naši ključni poslovni partnerji. Tako kot komerciala na eni strani nabava in pa prodaja sodeluje z dobavitelji in kupci, mora tudi finančna funkcija slediti temu. Na eni strani, da postavi zelo jasne meje, do kje je sprejemljivo sprejemati tveganje podjetja do naših kupcev. Na drugi strani poskušati vzpostaviti partnerski odnos z dobavitelji glede plačil, glede ostalih pogojev, ki se prvenstveno nanašajo na finančno funkcijo.